Tole je torej novi Grandland X. Tale v črni barvi izgleda prav hudo. Ne bi si mislil, ampak res mu paše. Ja, in pri Savalu so nam res priskrbeli tazga, ki je tudi konkretno opremljen. Zdaj pa pojdimo pogledati, kaj skriva vse skupaj. Zdaj, če se spomnite, sem videl v Frankfurtu malo prehiter rekla, da bo tale Grandland opremljen 4-kolesnim pogonom. Zato sem mu postavila malo lažji izziv. In takole nas je Grandland pripeljal kam? Na Kolk. V bistvu vemo, da je tukaj fantastičen razlet, ampak danes imamo pa še družbo. Tale funkcija IntelliGripa je v bistvu zelo uporabna stvar, kjer prilagodi samo vožnjo po terenu, imaš vožnjo po blatu, pesku in snegu. Do Kolka smo večinoma uporabljali vožnjo po blatu. Tako je, ampak teren ni bil kaj preveč zahteven, tako da je imel tale Grandland zelo preprosto nalogo, da sem. Kar se tiče notranjosti tegale Grandlanda, nam je že precej poznana iz ostalih prenovljenih Oplov, predvsem iz Insignije, s katero smo preživeli kar nekaj časa. Recimo volan, pa tale infotainment, pa tudi celotna izdelava armaturne plošče sledi liniji, ki je pri prenovljenih Oplih zdaj že prikazana. Kar se pa tiče voznih lastnosti, bom pa kar tebe vprašal, ker si z njim preživel več časa. Vožnja je fantastična, udobna, ta visok sedalni položaj pa še tudi nam mladim lahko priznamo. Ja, res je, tako izstopanje in vstopanje iz avta je res super. Sproščen si pola nekaj, končaš eno dolgo vožnjo. Najbolj sem užival pa pri vožnji po noč, kjer so ti leđe rometi fantastični, zavivanje v ovinki, v bistvu kot da je plesal salso. Mogoče pretiravam, ampak meni je bilo noro. Je fajn, sicer niso matrični, tako kot pri Astri pa Insigniji, ampak svoje delo pravi je fantastično. Tako. In s tem zakon razgledom midva zaključujeva ta vlog. Se vidimo v naslednjem.